večer vsem, jaz malo zamujem, Martin je vseeno rekel, da ne kar problem ne stvari, glede kaj se dogaja pri Socerbski jami. Zdaj to, jaz prav točno vse ne vem, ampak vsi vemo, da se tu imenuje Sveta jama, jama Svetega Socerba in je noter še vedno oltar, ampak po drugi svetovni vojni so oltar, ki je bil prav tak oltar, kateri vidimo tam, na miši, so podrli in je bil tudi kip Svetega Socerba noter. In že Valvazor opisuje v slavi Vojvodine Krajinske, kako je Petaci, grob Petaci, v tej jami napravil shrambo z vino, klet, pa neke pršute, sušil in to, in se mu vse pokvarilo in Valvazor vidi, to Božja kazen, zato ker je zlorabil to sveto jamo. No, tam, ampak tudi potem po vojni so še vedno bile maše, par let so še bile svete maše v tej sveti jami. Celo škofje so imeli, škof Metod pa mislim, da je bil takrat Belomni, osamosvojitvi Slovenije, ki bi moralo biti leta 91-92, tu srečanje občine Koper in mislim, da je ena od občin v Trstu in romanje v tej sveti jami. No, v tej sveti jami so romali ljudje, ko so bili na god Svetega Socerba, veste, da je strašen ženc, in v Sloveniji so 3 cirkve posvečeni. Se pravi ta jama in cirkev potem v vasi Socerb, ki se tudi imenuje vasi po Svetem Socerbu. Potem je najvišji vrh Križ v Brkini, najvišji vrh Brkinov, to so križe v cirkev Svetega Socerba. No in eno cirkev sem pa nešto drago in sem imel to čast, to milost, da v bistvu je bila obnovljena v času, ko sem jaz tam bil župnik. Tudi ponovno bila postavljena, ker se odrla streška, tu samo še obzidje. No in takrat ravno jaz sem bil član te civilne iniciative v boju proti mega igralnici v Novi Gorici. In ko je škof Metod blagoslovil cirkev Svetega Socerba na to drago, sem jaz javno povedal, zato je tudi zavek v boju proti igralnici in drugim zasvojenosti. Pravi, proti igram na srečo. Tu veste, tvoj zabode bo veliko odvisnosti in veliko nesreče vzroča ta zadeva. V Sloveniji je to dejansko bilo razvito preko vse mire. Če bi primerjali z Las Vegasom, z Ameriko ali pa Italijo, glede na število prebivalcev v Sloveniji, tudi pretirano preko vseh mire. Ampak to vzroča opustošenje. Vsako leto toliko ljudi bankrotira, ampak zdaj leto za leto, na konci postane puščak. Dejansko lahko tudi en narod, ki je slovenski izumre, ki se ima. No, tako da s Svetim Socerbom sem povezan že od takrat. Zdaj pa name se je obrnila skupina ljudi, ki so rekli, kako je zdaj to, da škof Metod, škof Jurij je tako vedel naše v cirkvi Svetega Socerba. Ja, škof Jurij je povedal naše v cirkvi Svetega Socerba z utemeljitvijo, da je to ta prostor desakraliziran. Se noter zbirajo pač neke sekte, neki guruji vodijo, je ta Stephen Turov iz Londona prihaja,
pa je tam živi v nekem gradu in organizira to pa neko društvo Italo z Bleda. No in jaz sem to malo se začel zanimati, dol, in vidim ta oglas, ko pač prišel, mislim, da je bilo 19, ne vem točno, da sem pozabil. In sem se odločil, da bom šel tja, v mesto Vigo. In res pridem tja, so bliže vsi tam v belih oblegah, bližno, dajmo reči, okoli 100 ljudi, bele obleke, oblečeni, v roki belo lilijo se imeli. In jaz vem, kar vajam. Tisti dan prej so imeli pa Hrvate v stolnici sabor, mislim, da je to sabor hrvaške kulture. In so mi podarili kipček blaženega Miroslava Bulešiča. In jaz sem ta kip vzel v sabor in poslovil. Jaz sem kar šel v jamo, so ti vsi v belih oblekah. Jaz sem kar šel noter v oltarju in dal kip na oltar. In potem sem tako ljen, če je to oltar, stal tako zdrav na oltarja, vzel rožavenc in sem moral rožavenc. In potem kar naenkrat so vsi šli ven, nekaj so me fotografirali s temi telefoni, verjetno so šli kazati, tudi tam, vsi v belem, zdaj nisem bil črno v sredi. In moram tam rožnevenci in hrana Modiča tam izgovarjal, oni so peli neke indijske pesmi, jaz pa sakran in vsi hudobni duhovi. Jezus se je imenil, vam ukazuje, da zapustite ta sveti kraj zavedno, dokončno, definitivno in da se ne vračate se. Oni peli tudi, jaz pa domov. In to je kar traje. No, podle prije ta grof in pridijo k meni umrkni se proč, ne, jaz sem bil tako prav oltarje, on ni mogel jeti mimo, ne. In jaz ja, se umrkna, zvolite, posluh oltarje, ne. In on je začel tam kot eno pridno, ne, začel govoriti. Ampak jaz skusi sem molil, da je egzorcizm, ne. In stalno me je patiral, stalno je gledal proti meni. Čutil se je, da je nastalo neko čutno vzdušje. In da ni bilo nobenih svetlobnih znamenj, da bi moral biti neka svetlobna znamenja in ne vem kaj, mar se ni mogel nekako spustiti, tako sem jaz pač ocenil. Je pa, jaz sem vse antene vklopil, jaz sem poslušal, kaj govori. Določeni ljudje tam so bili, imeli tako pogled prav, satanističen. No, ampak kaj je govoril? On je rekel, da je treba čestiti Boga. Bog nas ima rad. Je treba čestiti Mater Božja. Tukaj bi morali postaviti en kip Mater Božja. Potem je pa rekel, vse ni važno, če ste kristijani. Vse vere so enake. Se ni treba crkve, ki lahko Boga čestiš brez crkve. Se pravi, tako bi rekel, jaz sem ga ocenil, da je on prav Lucifer. Se pravi, angel luči, Lucifer pomeni angel luči. Po eni strani se prikazuje kot svetnik, pa se ima sam za svetega Socepa, da je reinkarniran sveti Socep, kar ne more biti, se bi rekel, po katoliški viri. Po drugi strani, ne pa da če pravi Bog, Marija, sveti Socep, pa da reče pa crkva ni važna. Jezus je bil crkva. Kako boš ti poznal Jezusa, če ne oznanješ tudi tega, da je ustanovil crkva, molil za edinost v crkvi. Potem recimo ena izjava, da je kar šokirana, je rekel, ne bojte se smrti, bojte se življenja. To je že zelo močno satanizem, subliminalno sporočilo.
Potem pravi, ja, sej jaz ne vem pravzaprav, če sem sveti socer. Lahko si pa sam domišljam, da sem sveti socer. Vse ni važno. Jaz sicer verjamem v reinkarnacijo. Ampak lahko tudi, da nisem reinkarniran kot sveti socer, ampak da me je sveti socer obsedel. Hopla, malo čudno. Potem pravi, jaz ne vem, kaj sem bil pravzaprav v prejšnjem življenju. Celo, da sem pa v prejšnjem življenju bil hudič. Je bil. Ete, tu je mene, kako on, govori, manipulira, ampak zelo močno guru. Nagovarja ljudi, je ploskajo, hodijo za njim. Neverjetno sem, bi rekel, kakšno zapeljivost, kakšno moč. In potem v enem trenutku sem čutil, kot da jaz sem imel, ne znam to, nisem videl, čutil sem, kot da je prišel, on je tudi rekel, tukaj na moji strani je Nadangel Mihle, tukaj noter je prisoten Nadangel Gabor, so tukaj, med nami. Potem on pravi, jaz sem očistil to jamo, da so tam bili pobiti ljudje. Po vojni so tam pobili ljudi. Imam informacijo, da enega, ki je delal pri Udbi, da je bilo tam pobitih okoli 150 ljudi v tej jami in tam pač, zasuti. Potem imam informacijo, da so te ljudi izkopali, peljali na inštitut za sodno medicino in potem je generalno državno tožilstvo ukazalo uničenje teh posmrtnih ostankov, kremacije. To je zame hujši zločin kot sam poboj, ki se je zgodil nekega leta 45. In rečejo, pustite kosti. Pa niso kosti, tu so duše teh ljudi. Je zastoj protestirati proti Luke in to. Najprej treba kako. Informacije in zapisi kažejo, da je eden od direktorjev Luke Koper v jamo za Socervom, to je ena druga jama, približno 2 km proč, 1000 ljudi je tam tudi. In eden od direktorjev Luke je dal navozati noter 100 kubičnih metrov salama. 10 kubikov peska je en kamion, 100 kubikov je 10 kamionov. 10 kamionov salama na tej trupi. In tu se je potle v tekočinu, ki jo vojo, ki salam plavajo v tem salamnem jezeru. Ti ljudje so tam. In mora biti blagoslova v Luki Koper in drugod, dokler ti ljudje niso pokopali. Ne mora biti. Tukaj ne gre za kosti, tukaj gre za duše teh ljudi, ki ne dajo miru. No in kaj se ne zložilo? Jaz sem nekako videl, kot je prišel Nadangel Mihle in zaboril temu Torofu meč v srce. In v tistem trenutku je Torof naredil tako. Tu sem pa videl, kako. In se obrnil v meni in me pogledal. Veste, kakšen pogled? To je bilo zame velika, premenito, da sem bil tam prisoten in to poslušal. Ampak imel sem tako navodilo, da ga je treba spustiti. Ne smemo preprečiti, on ne pride, ampak potem doživel poraz. Ker bojo angeli zaščitili ta prostor. No in potem je bil konc mali tega njegove pridke, vleko pri oltarju. Zanimivo je tudi, da je bil, so prinesli Marin kip tudi gor. Jaz sem dal kip svega Miroslava Ulešiča. In tu ni nič on se potrpil. Ni problema zdaj, no, vse uredi tam. Nekako je bilo. No, potem je šel pa na glasno jasno, ker so bila vprašanje in odgovor. So ga ljudje spraševali. In jaz sem spet šel ven in poslušal. Nisem nič rekel, da bi postavil kakšno vprašanje, pa nisem hotel. Jaz sem sam bil zdravno prisoten in mogo. Brez vsake besede. Bil je pa z mano ena skupina, ki je pa nad to javno stalno molila. Rožnovenc, mislim, da so 2 uri molili. So prišli že prej in prepevali
smo mi imeli, ne? Zdaj, kaj hočem povedati? Jaz hočem povedati tu, da mi se umikamo. Tu je bila sveta jama, je bila cerkev in mi bi morali to braniti. In se zavzeti za to. Ne vem, kako, na kakšen način, pač med nami ni koordinacije. Zdaj, gledajte, en duhovnik je maševal, jaz nisem hotel, mene so tudi prosili, da bi maševal, jaz sem rekel, ne, pomaša v cerkvi, da treba spoštovati, što je tako povedal. Prši en duhovnik in je maševal mrtev. Jaz tega ne odobrava, če škoda, povedal. Ampak, kako bi rekel, bi moral biti pogovor o tem, kaj se zdaj dogaja. In zdaj, razumete, začne temu duhovniku odraziti z novem kašnimi zaklenimi kaznami, v bistvu pojte vsaka posebno svoje, pojte se mi med sabo krepimo, namesto bi se mi borili proti, da bom rekel, okupaciji tega prostora. Dejansko mi bi morali zahtevati, da se začne, da država obnovi oltar, ki bi jo tam podrl. In da je kaznivo dejanje tako podrljeno, da v cerkvi. Mi bi morali ovaditi. Pravno nastavljati, ne? Ampak mi se umikamo, pusti, ministrstvo za okolje in prostor da dovoljenje, da mu to roko potrije noter, on ima vse dovoljenje, pisno. Jama je las seveda države, ampak tudi, če je las države, ti v enem cerkvi, ki ima status cerkve na prostoru, ne moreš noter delati karkoli, po mojem mnenju. Vidite, in tukaj se mi zdi, se mi preveč umikamo in smo tiho. Pred kratkim je bil predstavnik za neki koncert, so pred sveta urada pripeljali kamion z krili sveta urada in hodili vstite izrazu za scat po sveti uradi in napravili tam. Zjutraj dešalo priseče. In potem rečejo, smo čisti, pa so bili manjši od piva, od duve čese vsega. Tu je vzkrunje prostora, ne vem, po svetu tu ne moreš, da bi tu šli, ne vem, pred milanski dvom, je da, na kraj pametno ne bi prišlo. Tukaj gori imamo en barbarski odnos bi rekel, do svetega prostora. Tu ne more biti, ampak mi smo tiho, mi trpimo. Ne vem, če je to prav, jaz mislim, da je treba v takem primeru tudi kaj reči, no? In sem pa čutil zelo veliko napetost v sebi in v takih trenutkih, ko se javno tu izpostaviš, to sem doživel že pri igraničku, ti greš ven, ti se izpostaviš, moraš vedeti, da bo napele tejko razne stvari. In sem našel to molitev, ki bi danes sam opozoril na njo. Bom jaz to poslal Martinov, ki bo lahko poslal po elektronski pošti. Tu sem pa nekako našel, sem bil v Rimu zadnjič in sem šel v Vatikanovo knjigarno in vidim, da eno knjižico Franko Angelski rožni venec. Mogoče nekateri že tu poznate. To je bilo pač razodetvene verovnici, Katoličanki na Portugalskem. In je čiščenje to zaprav na Daniela Mihaela in 9 korov Anna. In je tako, rožni venc je tisti, ne se na Danielu Mihaelu in potem se zmoli Oče naš in tri zdravlje Marije v čast, recimo tistega zbora, so serafi, kerubi, moči, oblasti in tako naprej. In na koncu še tri očete naše z vsakega na dan, z Gabriela, Rafaela in Mihaela. No in tu je obljubljeno, kdor bo to molitev molil, in tej redovnice razdev na Danielu Mihael, da bo vedno da po en angel iz posameznega kora, se pravi, gre da angel bo rekel krilu spremljal in ob smrtni uri ne bodo dovolili, da se hudič polasti te duše. Ampak jaz sem tu moral in veste, tu zelo deluje. To je neverjetno. Jaz vidim, če ne moram, je tako. Če moram, se začnejo dokaj čutiti. Jaz mi to... Prišel sem pa na to idejo, zato ker bom v to soboto, bom imel ponovitev Srebrne
gor na Tajdoščino in gor se imenuje Angelska gor. In tudi Cerkva Angelov Varuhov. In jaz sem rekel, bom napravil tudi to priložnost eno brošuro in bom ljudem dal te molitve. Tudi sem napravil nekaj molitev nad Angelom, spravi ta rožni venec, potem je posvetitev nad Angelom Mihajlu, potem so litanije Angelov in jaz vidim, da mi, kako bi rekel, ko ti pokličeš te moči, to deluje. In jaz vas res povabim, da bom, danes sem mislil, da že to razložil, a mi ni uspelo, vse sorte stvari. Ne bi zdaj zmolili, bi bilo malo predolgo, da angelski rožni venc, pa predlagam pa, da zmolimo litanije angelov. Pa mogoče še to molitev, ki je posvetitev nad Angelom Mihajlom. Zdaj, če ste za to molili. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod, usmiri se. Gospod, usmiri se. Kristus, usmiri se. Kristus, usmiri se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški. Usmiri se nas. Bog Sin odrešenik sveta. Usmiri se nas. Bog Sveti Duh. Usmiri se nas. Sveta Trojica in sam Bog. Usmiri se nas. Sveta Marija. Prosi za nas. Kraljica angelov. Prosi za nas. Sveti nad Angel Mihajl. Prosi za nas. Sveti Mihajl iz nebeškega dvora. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vodnik in tolažnik Izraela. Prosi za nas. Sveti Mihajl, okop Svete Trojice. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh raja. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vojvoda nebeške vojske. Prosi za nas. Sveti Mihajl, glasnik Božje pravičnosti. Prosi za nas. Sveti Mihajl, dom ljubezni do ljudi. Prosi za nas. Sveti Mihajl, na vse ponižen pred Bogom. Prosi za nas. Sveti Mihajl, pokoran Božjim ukazom. Prosi za nas. Sveti Mihajl, nepremakljiv v boju zoper krivo vero. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zmagovit proti silam zla. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zmagovalec nad Luciferjem in upornimi angeli. Prosi za nas. Sveti Mihajl, častilec učlovečene besede. Prosi za nas. Sveti Mihajl, luč angelov. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zanesljiv vodnik v nevarnosti. Prosi za nas. Sveti Mihajl, velivec slave. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik obupanih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, angel miru. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik bolnikov. Prosi za nas. Sveti Mihajl, vodnik tistih, ki so zašli. Prosi za nas. Sveti Mihajl, opora upajočih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh za cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, zaščitnik katoliške cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, velikodušni delivec Božjega usmiljenja. Prosi za nas. Sveti Mihajl, pribežališče ubogih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, uteka stiskanih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, luč in upanje umirajočih. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naša moč v boju. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naše zatočišče v nesrečah. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naš branitelj proti vsaki zlobi. Prosi za nas. Sveti Mihajl, tolažnik očiščujočih se duš. Prosi za nas. Sveti Mihajl, češčen od angelov in cerkve. Prosi za nas. Sveti Mihajl, naš zagovornik. Prosi za nas. Sveti Mihajl, varuh naših duš. Prosi za nas. Sveti Mihajl, čisti angel brez primere. Prosi za nas. Sveti Mihajl, čast vseh svetnikov. Prosi za nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Prizavesti nam, Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usliši nas, Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmiri se nas. Prosi za nas, sveti nad Angel Mihajl, da postanemo vredni v Kristusu. Molimo, Gospod, naj nas mogočna priprošnja Tvojega nad Angela Mihajla vedno in posod
ljubezen in milina vseh pravičnih angelov. Nad angeli Mihaj, v želji, da bi bil med tvojimi častilci, se ti danes posvetim in darujem. Sebe, svoje delo, svojo družino, prijatelje in vse, kar imam, polagam pod tvoje ljubno varstvo. Majhna je moja daritev, saj sem le v Bog grešen, da ti spremi ljubezen mojega srca. Spomni se, da sem od danes pod tvojim varstvom in me prosim podpiraj vse življenje. Izprosi mi odpuščanje mojih številnih in hudih grehov in milosti, da bom iz vsega srca ljubil svojega Boga, svojega preljubega odrešenika Jezusa, svojo dobro mater Marijo in vse ljudi, svoje brate, ki jih ljubijo oče in jih je odrešil sin. Izprosi mi pomoč, ki jo potrebujem, da bom prišel do nebeške slave. Brani me vedno pred sovražniki moje duše, še posebej v zadnjem trenutku mojega življenja. Pridi tisto uro slavnega dana in podpiraj me v boju in odženi daleč proč od mene v globine peklenskega brezna tistega goljufivega in ošarnega angela, ki si ga premagal v nebeški bitki. Privedi me takrat pred Božji prestol, da bom s teboj, sveti nad angel Mihaj, in z vsemi angeli pel hvalo, slavo in čas njemu, ki kraljuje vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. To se mi zdi pomembno molitev k svetnikom, angelom, ker v teh bitkah sami smo nemočni. In lahko ti z razumom neki veš, kaj ti, začneš nekaj se prizadevati, pa nimaš. Si poražen. Hudič je močnejši od nas. To je ta molitev zelo, bi rekel, pomembno. In mi ne moramo iti v boj, bi rekel, ti če stopiš skozi vrata in zunaj je cela armada in ti si sam in neoborožen, tebe uniči. Če imaš pa ti za sabo vojsko, potem pa tudi če si sam, ti noben ne more doživeti. In jaz tu vidim, da recimo tudi izkušnje duhovnikov, moj duhovnik je nekaj duš, 3, 4, 5 duš je bilo ljudi, ki so rekli, mi bomo molili v ta in ta namen za duhovne poklice. Bomo vse darovali, svoje življenje, svoje prizadevanje, svoje trpljenje, vse molitve, vse za duhovne poklice. V tisti župniji je, nema reč 50 duhovnih poklicev, pa majka. Ma ni ta duhovnik, so ti molivci, ki so bili, zatem so to izprosili. Tako da se mi zdi pomembno, da tudi ko se gre v take bitke, recimo glede socialne jave, da bi vi morali najprej imeti eno skupino ljudi, ki bi rekli, mi darujemo svoje trpljenje, da se to pač očisti. In potem pa rabiš pa tudi nekoga, ki gre v školo, ki gre na ministrstvo. Jaz sem klical na ministrstvo. Enih 9 klicov. Na 9 strani so me poslali, prvo kličem pač na ministrstvo. Potem so rekli na sekretariat, potem zunha sekretariat, potem tja. Potem on mi rekel, ja, tu je pa govorim pa zavod ali agencija ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje. To je ministrstvo pooblastilo to agencijo. Nekaj za to agencijo. Potem me prevežajo na spet na neki oddelek. Zunga oddelka ne pošljajo tja. In na konci so me poslali na številko, ki sploh se noben ni obnašal. Tako te pripeljajo vse po ulici. Potem jaz nisem več niti klicu. Potem sem sam rekel, če res, da so oni dali vreme pogrožno. Ne bi pač več zdaj odprem, ampak vidite, je v ta boj, morajo biti ljudje, ki grejo, pišejo, javno nastopajo, pa morajo biti za tem, če hoče biti uspeh tudi skupina, ki mora in daruje svoje trpljenje in post. Tako toliko, to je moja prepričanje, vedno bolj moja izkušnja in tako, tu je tudi eno upanje, ker zdaj, kot veste,
tja in par ljudi, recimo, na dejal sem imel Srebrno mašo v Kopru in bil na neko polna stolnica. Toliko ljudi nikoli več je Srebrno imel v mašo, kot sem imel tudi. Ampak gledajte, Bog je poklical enega človeka, enega Abrahama. In ta Abraham je postal oče množice naroda. In v mrstvi s temi ženicami in tu, mislim, da prav, kako bi rekel, če 3 ljudje, 2 človeka se poveže v enem liku, je tu strahotna slika. Tako le deluje Bog, deluje angel, deluje 9 korov angel, ki je izredna moč. In mi se preveč bojimo. Mi se bojimo izpostaviti noč kot tihu, javno mnenje je tako. Ma ne, mi moramo govoriti, mi moramo, se ne smemo baviti. To je moja izkušnja, no, in tudi če jih potem dobiš v glavi, to ni važno. Normalno, če se ti greš boksa, kako imaš boksov in treneru boks, če jih ne dobiš? Ti se boksaš, greš v dan, se kaj to dobiš. Če ti ne greš se boksati, ali ne veš, mora biti. Ampak kaj se govorja? Mi nimamo ekipe. Ti ne moreš igrati nogomet, se je svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo na nogometu. Ti ne moreš igrati nogometa, če nimaš ekipe. Če sama ena ekipa, sploh ne more igrati. In mi nimamo ekipe. Je treba narediti ekipo, da boš ti tekmovati. In se treba driti, treba kaboj, pa najprej sebi. In ker smo mi na sebi se ne borimo, ker nimamo duhovnega boja, potem je tudi na zunaj, nobenega več oblika. To je taka apatina, pa kaj, če se tam po stolnici času. Pa kaj, če je govoril, da je socialsko javno? Pa ne idi, pa ne kuri. Tako mi rečemo. Pa recimo verjetno ste bili na Monte Sant'Angelo. Tu je blizu San Giovanni Rotondo, tudi Cirkova jama, posvečena nad Angelikom Mihaelom. Glejte, tam gre na milijone ljudi v Sloveniji. In vsak dan noča. Vsak dan je noča. In potem okoli deluje vse tiste trgovine, hoteli. Zakaj pa ne? Rečejo, ja, potem je tudi tvoj biznis. Ampak to držim v imelu zaposlitev, to je željo. Zakaj pa ne? In kaj imamo mi, Goren grad, so cervo najneč? In ona jama, ki je zaprta. In enkrat na leto pride in mora priti iz Anglije in govoril, da tam izvaja nekaj obredov. Ma zakaj je to da? Tukaj mi nismo hodili ven, ker nismo bili prisotni. Ker bi morali biti naš enkrat na mesec za tiste ljudi, ki so bili tam v tistih ubitih. In če se vi zavzamete tu lahko počasni, tudi če škopno volive, ja, bi bar cerkvi se sicer. Na začetku cerkvi se ena sicer. Istočasno se piše dopise, se prosi, da se to razčisti, dogovor z ministrstvom, kakšen status ima prejava in se to uredi. To je vse izvedljivo, če je volj. In če je to ta zavest. Če pa mi rečemo, ja pa tako. Vidite, pač ni bilo interesa, ni... Tu je čudno, no, in recimo še eno stvar, rekel v vremi iz Kopra, jaz sem prav dvakrat sem ravno peš iz Kopra na... Enkrat sem šel pred referendumom prost, zato da ta referendum bi bil sprejet pač ta zakon družinski in sem se zaobljubil, da če ne bo sprejet, bom šel še ravno v zahvalu. Sem šel iz Kopra na vrh Tinjana. Na vrhu Tinjana je cirko nad Angela Mihaela. In vi, ko se peljete po avtocesti iz Ljubljane gor pa proti Ljubljani, pogledajte gor na vrh Tinjana. In on kraljuje nad Trstom, nad Koprom, nad celotno Istro, nad Krasom in tudi na Ladi, na Muri. Glede, sem imel to čas, da so me prosili, da sem blagoslovljen na vlado, da je mornarovno 150 let in je posadka zajela panika in je pa petno metlice, da pridem moliti, sem te mornarje blagoslovil in vse prostore. Vidite, tudi tam deluje Bog, ne? Tako da, tam je tudi Sveti Jurij. To je neverjetno, tam tisti tu so razporejene cerkve, je Tinjano, je Sveti Mihael, potem
postavil za apostolinijo apostolov in povedal slovesen praznik. Potem prijete dol je sveti Jakob v Stepanik, potem je, kako se reče, sveti Jurij na tem hribčku, na, kako se reče, na Rožarju. In še ena cirkev tam, tudi v Roševinah, sem pozabil, mislim, da svetega Gregorja Pavliča. Svetega Gregorja Velikega, tudi ni več bila potrta. Ma je zanimivo, da je prav črk, prav linij. In jaz mislim, da tu so na črko naredili kot obrambo, da bi bil Koper in Istra dol zaščitena pred temi podobnimi duhovi. Ampak prav vrh so se dohajale po vojni strahotne stvari. Tam je ogromno ljudi so pobili. Te duše zdaj tavajo tam in degajo kažini in dokler, jaz mislim, da tudi res morali vsako mesece namašati nekaj prav za te pobiti.